Mariborsko letališče je na križišču evropskih transportnih poti. Pomembna prednost pa je tudi železniška proga, ki je od letališča oddaljena le 800 metrov. Zaradi svoje geografsko pomembne pozicije ga želijo umestiti kot letališče med Evropo in Azijo. Usmerjalo se bo predvsem na azijski trg, torej na direktne polete z predvsem Kitajsko, tudi Indija, še naprej Azija, prihod potnikov v Maribor in potem nadaljevanje po Evropi. Tako da to je ena čisto druga perspektiva, kot je bila do sedaj na letališču. V svojih 42 letih je zamenjalo 7 lastnikov in 13 direktorjev. Po letih čakanja, iskanja strateške rešitve in mnogih poskusih obuditve drugega največjega letališča v državi se je končno pojavila globalna rešitev. Nekdanji predsednik uprave Delavske hranilnice Jože Stegne, ki je vodil mariborsko letališče med leti 2014 in 2016, nam je razložil, da prodaja letališča ni bila enostavna, saj so dogovarjanja potekala 2 leti. Ja, pogledajte, ta dogovarjanja so tekla kar 2 leti. Vmes so seveda prihajali še drugi kupci, ki potem tudi s katerimi smo imeli celo že pogodbe sklenjene in roke plačil dogovorjene, pa potem iz vsega tega ni bilo nič. In na koncu se je v letu 16, drugi polovici leta 16 ponovno pojavil prvi kupec, to je ta sedanji, in je potem je bil z njim sklenjen posel. Zdaj pri tem kupcu, samo pri tem, pristalih ne, je imel seveda župan mestne občine Maribor izjemno pomembno vlogo, ker prvič jih je poznal in tudi z njimi sodeloval na drugih področjih, tako da moram reči, da jaz sem celo to v mojo knjigo napisal, da sem izjemno mu hvaležen za njegovo aktivnost in da je on bistveno prispeval, da je potem bilo v rekordnem času par mesecev aerodrom prodan. Kot je zapisano v sklepu za pripravo državnega prostorskega načrta za letališče Edvarda Rusjana Maribor, v bližini letališča načrtujejo sodoben kopenski logistični center, namestitvene kapacitete, nov terminal, parkirne površine in parkirno hišo, tovorni terminal, simulator letenja, hangarje za vzdrževanje letal in preureditev obstoječega terminala za potrebe splošne aviacije. Vzoren primer kitajsko-slovenskega gospodarskega povezovanja je podjetje Pipistrel, ki že 12 let sodeluje s kitajskim tržiščem in ima na Kitajskem več tovarn za proizvodnjo letal. Oni vedo, da ni samo velikih zgodb, da je zgodba sestavljena iz velikih, majhnih, počasnih, hitrih zgodb in zato se ne obremenijo s tem, ali je njihov kupec velik ali majhen, za njih je kupec. In zaradi tega jaz ne razumem v Sloveniji, zakaj ne razumemo, da je mariborski projekt letališča lahko zelo velika priložnost. V Sloveniji rečemo, ja, zakaj bo pa tja vozili, saj Slovenija je majhna. Ne, lejte, Kitajc bo naredil iz tega zgodbo čez celo Evropo. Milijoni Kitajcev prihajajo v Evropo vsako leto kot turisti in verjemite mi, da vsi ne grejo samo v Benetke ali pa v Pariz ali pa v London. Oni znajo to zgodbo narediti in ravno to, da vedo, da so v tehnologiji manj močni, ampak da imajo zelo močno tržišče, da imajo ogromno denarja, te dve kombinaciji so zmagovalni. Več o načrtih mariborskega letališča pa si lahko preberete v jutrišnji izdaji mestnega časopisa RTS 24.